Jaz bom poskusil predstaviti, kar je Andreja pripravila za danes. Tema se imenuje Piramida rastrskih podatkov kot podlaga za permanentni monitoring prostora. Za začetek, o kakšni piramidi bo govora. Predstavljeni bodo podatki daljinskega zaznavanja, ki so v domeni GURS-a in se ločijo glede na prostorsko ločljivost, in sicer od najbolj podrobnih, ki predstavljajo vrh piramide, naprej do najslabše ločljivosti na dnu te naše piramide. Najprej so na vrsti izdelki aerofotografiranja. Državni ortofoto vsi zelo dobro poznamo, uporabljajo ga številni uporabniki za razne namene, kot je na primer prostorsko planiranje, bazični slide-pis, dopolnitev topografskim načrtom in ostalo. Poleg najnovejšega DOF-a so v javnem vpogledu na portalu eProstor na voljo tudi zgodovinski DOF-i, tudi te morda že uporabljate pri svojem delu. Kot je vidno na slajdu, v časovnem drsniku zgodovinskega DOF-a so dodani posnetki, ki jih imamo v digitalni obliki od leta 1993 naprej. Trenutno se je zaključil cikel aerosnemanja leta 2023-2025. Tudi za vzhodni del Slovenije so zdaj podatki že dodani v javnem pogledu. V tem javnem pogledu na portalu Prostor lahko vidite tudi ortofote, ki so bili posneti za potrebe obnove poplavljenih območij. Površina sicer ni velika, je pa ločljivost vrhunska, kar pomeni 5 cm. Mogoče pride tudi to komu izmed vas prav pri vsakodnevnem delu. Posneta imamo tudi poplavljena območja 2024, tudi te ortofoti bodo predvideno dodani v javni vpogled. Trenutno se končuje projekt georeferenciranja arhivskih fotografij, tudi te bomo vključili v javni vpogled. To govorimo o posnetkih od leta 1953, ko se je začelo aerofotografiranje, nekje 1975. Letošnja novost je tudi ta, da imamo v javnem pogledu možnost 3D pogleda. Ortofote lahko sedaj gledamo tudi v 3D pogledu, kjer so napeti na digitalni model reliefa. V tej 3D osnovi je omogočen tudi prikaz parcel in obrisov stavb, pa tudi 3D kubusov stavb iz katastra nepremičnin. Verjamem, da bi vam pri svojem delu takšen pogled tudi velikokrat prišel prav, zato ste vabljeni, da ga začnete uporabljati, če ga še ne. V okviru zadnjega cikličnega aerosnemanja smo na območjih Novega mesta in Maribora posnetka zajeli tudi malo večjim preklopom, s čimer smo testno izdelali 3D poligonske mreže teh območij, domači jih poznamo kot meše. Trenutno še niso objavljeni, je pa to tudi v planu. V izvajanju je tudi testiranje aerofotografiranja z 20 cm ločljivostjo. Morda se 20 cm ne sliši veliko bolje kot obstoječih zdajšnjih 25 cm, vendar sta prednosti vsaj dve. Bolje so vidni detajli, kot so na primer znake na cestišču ali jaški. Predvsem pa letalo leti toliko niže, da je na posnetkih vključenega manj atmosferskega vpliva in so, če po domače povem, slike veliko lepše. Za ciklično aerosnemanje v prihodnosti, se pravi naslednji cikel 26-28, se ne pričakuje večjih sprememb, le da bo prostorska ločljivost zvišana na 20 cm.
No, pa smo že prišli na izdelke cikličnega laserskega skeniranja Slovenije. Uporabnost izdelkov laserskega skeniranja vemo, da je izredno velika. Rezultat snemanja je ogromna množica točk v prostoru, ki imajo svojo lokacijo in pač svoje lastnosti. Še posebej so uporabne, ker žarki prodirajo skozi vegetacijo, s čimer lahko zaznamo površje tudi pod njo, se pravi sam teren. V okviru snemanja CLSS, kot ga imenujemo, iz leta 2023-2025 je bila poskenirana celotna država. Območja so enaka kot pri cikličnem aerosnemanju, le da snemamo tu z enoletnim zamikom. Glavni razlog za zamik pa je, da je eden izmed izdelkov skeniranja tudi popolni ortofoto, ki pa nekako zmanjša časovno ločljivost DOF-a iz 3 leta na 1 oziroma na 2 leti. Kaj je to popolni ortofoto? Popolni ortofoto je nekako poenostavljeno navaden ortofoto, ki ima tudi strehe visokih stavb postavljene na pravilno mesto. Le-te so praviloma na običajnem ortofotu zvrnjene. Prostorska ločljivost popolnega ortofota iz lidarskega snemanja, najnovejšega lidarskega snemanja, je 16 cm in predstavlja kot neko pomembno časovno, pa tudi prostorsko dopolnitev DOF-a. Do izdelkov laserskega skeniranja lahko trenutno dostopate preko javnega testnega 3D pogledovalnika, ki pa ga najdete na portalu Prostor. Trenutno se v njem nahajajo tudi podatki za 2/3 Slovenije, za zahodni del pa je vnos podatkov pričakovan za februar naslednje leto. V pregledovalniku vidimo tako popolni ortofoto, kot tudi dodatno oblak točk. Pregledovalnik omogoča tudi prenos različnih točkovnih in rasterskih produktov, izvajamo lahko razne meritve, predvsem pa bi vam v primerjavi z DOF prav prišle verjetno kakšne meritve višin, ki so tu omogočene. Nekatere rasterske produkte, kot tudi oblak točk, nameravamo vključiti tudi v javni pogled geodetske uprave. V registriranem pogledu pa te prikaze že testiramo. No, pa smo že pri 3D modeliranju stavb. To je ena izmed metod obdelave, pri katerem na geodetski upravi uporabljamo izdelke lidarskega snemanja. V okviru SLO 4D smo izvedli testni projekt, v katerem smo na 3 manjših območjih Novega mesta s popolnoma avtomatiziranimi postopki izdelali 3D modele stavb, tlorise streh stavb in obojim določili osnovne atribute. Se pravi, tu je bila popolna avtomatizacija. Že pri pregledu prvih rezultatov smo ugotovili, da dobimo zelo dobre 3D modele stavb, pa tudi tlorise streh. Prav tako so bili dovolj dobri tudi sami atributi, tako da se nam je zdelo vredno postopka v tej smeri tudi nadaljevati. Še enkrat govorimo o popolni avtomatizaciji. Pri tem me veseli, da smo na vseh sestankih sodelovali predstavniki vseh 3 uradov geodetske uprave, tako da smo pri zapisu predpisa tehnologije zajema upoštevali pravila različnih evidenc. Vsak tloris in model stavbe bo zato možno preko identifikatorjev povezati z obstoječimi topografskimi podatki in podatki katastra nepremičnin. S končno definiranim načinom izdelave tlorisov in modelov smo šli letos v javno naročilo izdelkov za 1/3 Slovenije, in sicer za vzhodni del. Držimo se območij, ki jih imamo predvidene tudi za ciklično aerosnemanje in lasersko skeniranje, torej zajete bodo regije Murske Sobote, Maribora, Velenja in Celja.
predvideno je, da bodo podatki dodani v javni pogled. V registriranem pogledu tudi te podatke že testiramo. Zakaj bodo 3D stavbe sploh uporabne? 3D stavbe so ključen vhodni podatek za digitalni dvojček in so bistvene za razne analize hrupa, osvetljenosti, načrtovanja prometnih infrastruktur, za razne simulacije potresov, poplav, pretoka zraka, za upravljanje pretočnosti prometa in tudi ljudi. Za potrebe geodetske uprave predvidevamo, da bodo izdelki v prvi vrsti uporabni za topografijo, potem pa tudi za nadgradnjo opozorilnega sloja v katastru nepremičnin, mogoče za vpis enostavnih objektov in za dopolnitev manjkajočih višin v katastru nepremičnin, morda tudi za pohitritev vpisa po uradni dolžnosti, razne kontrole, manj pričakujemo terenskega dela, zagotovo pa boste tudi ostali resorji lahko uporabili te izdelke za svoje potrebe. Kot 3D modele naj omenim še 3D poligonske mreže, ki jih izdelamo iz poševnih aerofotografij. V okviru SLO 4D smo naredili testni zajem poševnih aerofotografij na območjih dela Ljubljane, Murske Sobote in Bleda. 3D poligonski mreži v območju Ljubljane in Murske Sobote sta dodani tudi v 3D javnem pogledu. Bled pa je žal imel preslabo kakovost, zato ni uvrščen. Ker tehnologija napreduje in se kamere izboljšujejo, imamo v izvajanju tudi test poševnega aerofotografiranja v okviru cikličnega aerosnemanja. Prvi rezultati so zelo gotovni in pa obstaja celo možnost, da bi pri naslednjem snemanju, pravi leta 29-31, zajemali tudi poševne aerofotografije. Ok, imamo različne nove prostorske podatke, ampak uporabniki marsikdaj rečejo, ja, ampak ažurno pa ni. Mi bi za spremljanje stanja v svojih evidencah potrebovali vsaj mesečne, če ne še bolj pogoste podatke. Tukaj se, če nekaj drugega, zaustavimo pri tehnični izvedljivosti, časovno pogostih letalskih snemanj celotne države. Saj to potrebuje svoj čas, denar in tehnologijo. Imamo pa rešitev in to so pa satelitski posnetki. Ti imajo lahko zelo visoko časovno vlačljivost, tudi do 30 minut, ampak praviloma se pri tem žrtvuje prostorska ločljivost, ko se ostavimo nekje pri nekaj kilometrih. Če predpostavimo, da želimo imeti optične satelite, ker bi želeli vizualno opazovati objekte na površju Zemlje, se lahko za najcenejšo obliko visoke prostorske in časovne ločljivosti poslužimo posnetkov Sentinel-2. Ti so brezplačni, na voljo vsake 2 do 6 dni, prostorsko ločljivost imajo 10 metrov, že nekaj let so na voljo in v nekaterih javnih resorjih jih že s pridom uporabljajo. Zdaj boste pa rekli, ja, super, vsakih par dni posnetki, ampak se pa nič ne vidi. Za višjo prostorsko ločljivost moramo pa potem poseči po komercialnih satelitskih posnetkih. Če podamo zahtevo, da želimo skoraj dnevne posnetke za celotno Slovenijo in z ločljivostjo nekje med 3 do 5 metrov, da se bodo videle vsaj večje hiše, hkrati pa morajo biti finančno dosegljivi, je edini ponudnik na svetu podjetje Planet. Njihovi posnetki PlanetScope pa izpolnjujejo te naše pogoje. Če primerjamo zdaj posnetke Sentinel-2 in PlanetScope, se naslednjih zagotovo bolje prepoznajo objekti, kot vidite na desni strani. No, zdaj pa še ena vroča novica, da smo tik pred podpisom pogodbe s Planetom, s podjetjem Planet, od katerega bomo za 1 leto kupili naslednje produkte. Govorimo o platformi za ogled posnetkov,
skoraj dnevne posnetke in pa mesečne in četrtletne mozaike. Naslednji bodo lahko oziroma bodo objavljeni tudi v javnem pogledu geodetske uprave. No in bo nekdo rekel, ja, še vedno se preslabo vidi, želim ločljivost pol metra, tam kot je DOF. Obstaja seveda tudi množica ponudnikov zelo visoko ločljivih satelitskih posnetkov, ločljivosti pod 1 metrom, ampak takšne posnetke ponuja tudi podjetje Planet, in sicer SkySat in Pelican, ampak je cena takšnih posnetkov veliko višja. Zdaj se vprašamo, ali je res to ekonomsko upravičljivo, da bi vsak dan snemali celotno državo s polmetrsko ločljivostjo. Mislim, da je odgovor ne. Zato smo naročili samo paket 50 posnetkov, ki pokrivajo 25-kilometrsko območje. Posnetke lahko naročimo na poljubni lokaciji znotraj Slovenije in kadarkoli v naslednjem letu. Ampak sledi spet vprašanje, katera območja bomo pa izbrali. Vzpostaviti moramo nek sistem, da bomo dobili podrobnejše informacije tam, kjer jih seveda potrebujemo. Za vse ostalo pa je lahko nižja ločljivost. Najbolj optimalen in sveto že uporabljen način je iz velikega v malo, nekakšen piramidni način, kjer imamo srednje do visoko ločljive satelitske posnetke, s katerimi pogosto posnamemo celotno državo. Te posnetke, govorimo o posnetkih Sentinel, na primer, in v letu 2026 tudi PlanetScope. No, potem pa vpeljemo neke algoritme, ki zaznajo območja z večjimi spremembami in samo na tistih območjih potem naročimo posnetke zelo visoke prostorske ločljivosti. Enega takšnih algoritmov smo tudi naročili v okviru nakupa izdelkov Planet, in sicer zaznavo sprememb pozidanih površin. Vsak mesec dobimo oziroma bomo dobili sloj s spremembami ter tudi platformo, da lahko te spremembe vizualno preverjamo. Kako bodo predvidoma izdelki Planet uporabni za geodetsko upravo? Se osredotočam bolj na geodetsko upravo. Ta bo uporabljala te posnetke za monitoring stavb, opozorilni sloj, bonitete, pokrovnost, topografijo, in tudi GURS nekako prevzame potem vlogo krovne institucije za zajem, organizacijo in pa nakup različnih državnih rastrskih podlag za potrebe celotnega javnega sektorja. Ok, to je bil pogled strani GURS-a. Kaj pa ostali resorji? Geodetski inštitut s svojimi partnerji letos zaključil ciljni raziskovalni projekt na temo souporabe satelitskih posnetkov zelo visoke ločljivosti v državni upravi. Hotel je namreč izvedeti, ali sploh obstaja interes za uporabo takih posnetkov in pa za kakšne namene. In v tem projektu so ugotovili, da obstaja visoka podpora akterjev javne uprave zagotovitvi skupnega dostopa do satelitskih posnetkov in sistemov samemu, potem, da je uporaba satelitskih posnetkov že razširjena v javni upravi, ampak da je glavni razlog za neuporabo njihovo nepoznavanje. Glede tega bo potrebno narediti več na izobraževanje samih uporabnikov. Satelitski posnetki pa predstavljajo velik potencial, ki pa je odvisen od uspešnosti medresorskega sodelovanja in pa skupne participacije. V slogi je moč. Še enkrat spostaviti moramo nek celoten sistem monitoringa, kar tako ne moramo počez naročati. Odgovoriti pa moramo na naslednja vprašanja. Najprej, kdo bo imel možnost naročanja, kdo bo vodil, kakšen bo način sofinanciranja, s katerimi drugimi ponudniki se moramo še povezati, kdo bo izvajal določene analize monitoringa in tako naprej. Vse to je zdaj idealna priložnost, da stopimo skupaj
kot Geo Slovenija za dobrobit vseh. Evo, za zaključek pa ena misel. Inovacije so sposobnost, da spremembe vidimo kot priložnost in ne kot prepreko.